Nadzorni svet je sprejel sklepe, ki so bili že objavljeni, in sicer sporazumno smo se dogovorili za odhod s predsednikom uprave, gospodom Kovačičem, ki odhaja z 31.12. Hkrati s tem tudi se prekinja delovno razmerje v banki. Istočasno smo sprejeli sklep, da nadzorni svet z 1.1. imenuje za predsednika uprave dosedanjega člana uprave magister Andreja Klosa v obstoječi mandat imenovanega člana uprave. Torej, zadeve so se kopičile nekaj časa, kar je posledično imelo vpliv na institucijo in seveda posledično tudi na delničarje, in nadzorni svet kot predstavnik interesa družbe je ugotovil, da je to vrstno razmerje in pa sodelovanje načeto, seveda posledično odreagiral v smeri sporazumnega dogovora in zamenjave v kadrovski strukturi. Sam sem zelo zadovoljen, da smo dosegli z nadzornim svetom sporazum o medsebojnem razhodu. Opažalo se je v zadnjem obdobju, da zaupanja strani predstavnika večinskega lastnika ni oziroma je pač omajano, in z tega vidika se seveda tisti, ki odgovorno in profesionalno vodimo in opravljamo svoje funkcije kot direktorji, zavedamo, da v takih pogojih je za družbo to lahko slabo. Iz tega razloga sem seveda zelo vesel, da je nadzorni svet takšne sklepe sprejel. Obenem seveda pa menim tudi to, da je gospod kolega magister Plos več kot ustrezna zamenjava v smislu tega, da je seveda strokovno kot človeško več kot usposobljen za to, da bo dobro vodil banko tudi v prihodnje. Mogoče na kratko pogled na nadaljnje delovanje institucije. Banka ima vizijo, s katerimi komitenti, na katerih trgih želi sodelovati, delovati, ima tudi strategijo, se pravi pot, kako te cilje uresničevati. Kar zadeva ekipiranje, mogoče malo v tem trenutku preuranjeno govoriti o tem, sam se pa zavzemam za to, da seveda v prvi polovici januarja tudi to vprašanje rešimo. Ali se vam zdi higienično, da vzamete odpravnino v višini 6 poprečnih plač, ki vam pripada, in če bi bili pripravljeni biti eden redkih menedžerjev, ki je odšel v Sloveniji na takšen način, da ob tem sporazumnem prenehanju torej pogodbe ne bi vzeli tega, kar vam pripada? Jaz bi to komentiral bolj za tem, da glede na to, da vsak delavec, ki prekine delovno razmerje, praviloma dobiva odpravnino, ne vem, zakaj bi jaz bil pred zakonom drugačen kot nekdo drug. Lahko vi danes na tem mestu pred vso zbrano sedmo silo zatrdite, da ste ravnali v skladu z zakonom, transparentno in da ni nikakršnega madeža v nobenem poslu? Absolutno so vsa dejanja, ki smo jih izvajali kadarkoli v vsej moji karieri, bila usmerjena v to, da smo spoštovali vso zakonodajo in skrbnost, ki nam je naložena.